je leta 1936 Ernest Dichter šel v Ameriko, se mu verjetno niti sanjalo ni, da bo 10 let kasneje s svojimi tehnikami, predvsem kvalitativnimi, hodil po robu in napovedoval prihodnost za nadaljnjih 50-60 let. Časi so bili zelo podobni tem, ki jih živimo danes. Ne samo zaradi velike ekonomske krize, ki jo doživljamo in so jo doživljali tudi konec 20-ih, ampak predvsem zato, ker je bila propaganda tista, ki se je zdela vsemogočna. 100 let kasneje se zdi, da propaganda, ali pa se je zdelo, da propaganda nima več te moči. Ampak glede na dogodke, v katerih živimo, je postaja zopet aktualna. V tem smislu me fascinira pravzaprav vse, kar je povezano s človeškimi možgani. Človeški možgani, poleg vesolja, edina še zares neraziskana stvar tega sveta in človeštva. Fascinira me, da se nekdo, kdorkoli pravzaprav, je sposoben razstreliti v imenu ideje.